Kaj naredijo naročniki, kako naj postopajo izvajalci, kako naj postopajo naročniki. Izvajalci, prva stvar, ki jo lahko rečem, je, pišite realne zahtevke. Kaj ti? Ko vi dobite priložnost in vidite, opa, zdajle bom pa jaz zaradi te situacije lahko nadoknadil še slabe odločitve v preteklosti, pa posod, kjer sem dal prenizke cene, pa se je izkazalo, da nisem ok cene dal, to ne bo šlo. Pač to ni splošni korektiv, da ste videli zdaj svojo ceno poboljšali toliko, ker ste jo nižali, da ste prišli noter, da ste premagali konkurenco, zdaj je ta cena ne fair, verjetno je res, prav gotova, ampak to zdaj ni splošni korektiv, da se zdaj ta cena popravlja. Torej, realni zahtevki. In naročniki, tudi potem v popoldanskem delu, ko se bomo zdaj ukvarjali, tukaj pač je treba preprosto uporabiti tisto zdravo kmečko pamet in reči, drži, se strinjamo, ampak niti podrazno ne v znesku, kot ste ga prikazali. Zdaj pa bodimo realni na obeh straneh. Izvajalci naj začnejo na že odprtih javnih naročilih zastavljati vprašanja. Do tega bo prišlo, pa sta pa vprašanji dve izvajalci. Kako naj oblikujemo ceno, da bomo to lahko predvideli, pa da ne bomo zleteli ven zaradi previsoke cene, ker vsi tega ne bodo upoštevali. In drugo vprašanje je, kako se bomo s tem ukvarjali v prihodnosti, na realni ravni, brez da nas pač pokopljete, naročniki. In naročniki na drugi strani, razmislek je na mestu, jaz bi na vašem mestu razmišljala o mehanizmih in o formulah in o načinih, kaj je sprejemljivo povečanje in kaj ni. Oziroma, kaj je alibi ta prav in kaj ni. Torej, jaz bi se na vašem mestu ukvarjala s tem, da preprečite zlorabe oziroma nekritično dajanje zahtevkov za izboljševanje cen.